Vedno več mladih deklet začenja govoriti o strahu pred moškimi migranti. Znana tiktokerka, dekle, ki izgleda, kot da ima komaj 15 let, ljudje začenjajo govoriti, ker se zavedajo, da življenje v strahu ni normalno. Moram reči, da se strinjam z vsem, kar pravi. Ljudje nenehno komentirajo moje objave in pravijo: tako si islamofobna. Ja, sem, ker me to straši. To je bilo dejansko Iran v 70-ih letih, preden je prevzel islam. To je Iran zdaj. Hočeš narediti še eno? To je bil Afganistan, preden je prevzel islam. To je Afganistan zdaj. Libanon, prej in zdaj. Evropa, prej in zdaj. Michigan, prej in zdaj. Ja, to me resnično straši. In če tebe ne straši in želiš biti tako strpna, boš nekega dne pristala v prekleti hidžabi, pokrita od glave do pet, samo zato, ker si morala biti strpna. Morala si biti strpna. Oprosti. Tega absolutno nočem sprejeti. Za vse tiste, ki trdite, da ste tako strastni glede ženskih pravic in feminizma, kako za vraga je to feministično? Kako za vraga je to dobro za ženske? To je čisto zlo. Zakaj so majhni otroci pokriti z burkami? Zakaj? Ker naj bi bilo tako prav, da moški ne bi bili v skušnjavi. Pedofili, sprevrženci. To so ti moški. Če jih majhni otroci spravljajo v skušnjavo, potem veste, da so pedofili in sprevrženci. Saj jim njihova vera dovoljuje, da se poročijo z deklicami, starimi komaj 9 let. Torej, ja, označite me za islamofobično. Sem. To me straši. Ne vem, če bi lahko to povedala bolje. Resnično ne vem, če bi lahko to bolje povedala vsaki prekleti feministki, ki tega ne izpostavi. Poglejte, ne gre za burke, ne gre za oblačila. Naj ženska nosi, kar želi nositi. Gre za vse, kar ta burka zakriva. Gre za vse, kar ta burka pove o ženskah. Za dejstvo, da jih lahko moški tako zlahka odstranijo iz družbe, da nikoli ne morejo pokazati, kdo v resnici so. In to se potem razširi na vse ostalo. Če pogledate družbe, v katerih morajo ženske nositi burke, ni samo oblačilo. Gre za vse v njihovem življenju. Za to, koga se lahko poročijo, kam lahko gredo, kakšno izobrazbo lahko pridobijo, o kom lahko govorijo, o čem lahko govorijo, ali sploh lahko kaj povedo. Vse te stvari so jim odvzete. To je skoraj kot metafora. Ženska preprosto izgine v praznino v svetu, kjer moški vidi nekaj, kar je podobno vreči za smeti, kot nekaj, kar ga ne privlači. In zato je to v redu. To je tako ponižujoče, tako demoralizirajoče, tako nesprejemljivo. In dogaja se povsod, kjer te države prevzamejo oblast. To je preprosto noro, 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 noro.